Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad hodim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi roji. Močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, novih škratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prorad z menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gostu našem blodiš in nikar naj luparije po glavi ne norijo. Vem, 7-krat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Reševanje netopirjev. Pripravljena? Zdaj! Nehajta, poškodovala se bosta. Jaz bom dal znak, pozor. Pozor. Nisem še dal znaka, mirno. Zbirno, pazita, sta znorela, taj pa dobro. Stojta. Stojta! Ne velja! Stojte, no! Kaj sem rekel? Takle boj mi ni všeč. Sploh ne. Dajta no mir, dajta mir! Tale boj mi res ni všeč. Ene pošten boj, da vidiš, kdo je boljši, takole pa se lahko samo poškodujeta. Tega ne boš nikdar dosegel, ne moreš jih spremeniti. Ne se vem, ampak preživim z njimi veliko časa in bojim se, da se ne poškodujejo. Palčki imamo radi živali in se dobro razumemo z njimi. Razumemo njihov jezik in se pogovarjamo. Zdravimo jih in jim pomagamo v težavah. Kadar so živali bolne in prinašamo hrano, one nam pa tudi pomagajo, nas ubogajo in nas imajo rade. Hopala! Hvala, ker si me pripeljal čez reko. Bratec, me lahko pelješ do rjavega gozda,
Hopala, hopa! Dobro se razumemo z njimi in življenje z njimi je zelo zabavno. Razumem, da si rad z našimi prijatelji. Ne moreš pa se po cele dneve igrati z njimi, saj imaš vendar toliko za opraviti. Adijo, adijo! David, Liza! Ela! Saj tu je naš Kozma. Zakaj neki je prišel? Ja. Ja. Draga prijatelja, kako sem vesel, da vaju spet vidim. Upam, da sta v redu. Kar v redu sva, hvala. In ti? Odkar si odšel tako daleč, nismo tebe nič slišali. Si se končno poročil? Nisem se še odločil, morda se bom kmalu, še razmišljam. Kozma, ti si brezupen primer. No, Kozma, kaj te je prineslo, če smem vedeti? Nažalost nisem prišel na izlet, ampak po pomoč. Kaj ti je, si bolan? Ne. Na srečo sem čisto zdrav, tudi skrbijo me netopirji. Netopirji? Bi mi pojasnil, zakaj si tako zaskrbljen? Sej veste, da ljudje uporabljajo veliko strupov, da zavarujejo žetev. Tako ne uničijo samo škodljivcev, ampak tudi ostale živalce. Na ta način lahko netopirji zelo kmalu izginejo, kajti vsak dan manj žuželk imajo na voljo za hrano. In torej, Kar lasje mi gredo po konci. ko se žuželka zastrupi, je lahek plen za drugega, ta pa spet za netopirja. Če ne bodo pomrli zaradi pomankanja hrane, bodo pa od strupa. To je žalostna veriga in vsi se bodo zastrupili. No, povej, kaj lahko storimo, a? Ne vem, David, toda treba je preprečiti, da umrejo. Kajti poleg tega, kar sem ti povedal, bodo zdaj posekali še gost, ki je blizu moje hiše, da zgradijo stanovanja in ceste. In skoraj vsi netopirji prezimujejo na drevesih, ki jih bodo posekali. Saj to je grozno. Treba jih bo prinesti drugam. To bi bilo najbolje. Toda, če jih zbudimo sredi zime, bodo pomrli od lakote, ker ne bodo nikjer našli žuželk za hrano. Seveda, treba je najti način, da jih spravimo drugam, ne da bi se zbudili. Koliko netopirjev pa je pravzaprav tam? Mislim, da kakih približno 200. Torej je treba najprej zbrati vse palčke tega okrožja. Na to bomo našli način, da jih pripeljemo hitro in obenem udobno. Če se prav spomnim, ni veliko živali, ki bi bile primerne za to nalogo. A mislim, da bodo gosi prav primerne za to, veš? Ja kaj? Kje pa bomo zdaj našli gosi? V kraju, kjer prezimujejo, prijatelj Kozma. Tam jih je vsako leto nekaj 100 000, da te to ne skrbi. Vidva z Lizo boste obvestile, zbrala vse tukajšte palčke in jih odpeljala do tvojega gozda. Tam boste netopirje sneli z dreves, prav? Jaz grem tja po gosi in pridem s njimi v gost. Od tam bomo netopirje odpeljali na veterinarsko postajo v Sračjem dolu. In tako bodo netopirji rešeni, kaj praviš? David, tega vendar ne moremo narediti. Če uporabimo gosi, se bodo netopirji zagotovo zbudili. Ne bodo se, če jih damo v košare. Naredite jih kakih 100. Ja, krasna ideja, prav? Kdaj začnemo? Čim prej, tem bolje. Ne izgubljamo časa, zato grem jaz nemudoma tja. In tudi vi čim prej začnite. Veliko dela vas še čaka. Zdaj pa grem. Kar pojdite. Adijo! Pojdi in ne skrbi, takoj se bomo lotili dela. Pridružil se vam bom v gozdu pri netopirjih, takoj, ko bo to mogoče. Greva svist. Adijo! Pa Vso srečno! srečo! Telepatsko bomo obvestili nekaj palčkov, oni pa bodo druge. Ja, tako bo šlo hitreje.
Prijatelji, hvala, da ste se hitro odzvali našemu klicu. Blizu mojega doma živijo netopirji, ki tam prezimujejo. Toda ljudje hočejo posekati drevesa, ki jim služijo za zaščito. Našo pomoč potrebujejo. David se je domislil načina, kako jih rešiti, ne da bi jih zbudili, ker bi sicer umrli. Da se to ne bi zgodilo, jih bomo prenesli v pletenih košarah, ki jih bomo naredili. Se strinjate? Torej na delo. Dobro, prijatelji, ob reki bomo nabrali šibje, ki ga potrebujemo. Kar lotimo se dela, da bomo čim prej gotovi. A, da ne pozabim, narediti moramo dovolj velike košare, da bosta vsaki lahko 2 netopirja. Sva že prispela, Švist. Ne more biti več daleč, saj jih slišim. Ustavi se! V tisto smer pojdi. Drage goske, ne bojte se, rad bi govoril z vašo voditeljico. Prišel sem vas prositi, da mi pomagate rešiti problem ubogih netopirjev. Moramo jih pripeljati v košarah iz gozda, kjer so zdaj, do sračjega dola in prišel sem vas prositi, da nam pri tem pomagate. Vedel sem, da se lahko zanesem na vas. Zelo sem vam hvaležen, prijateljice. Moram te zapustiti, Švist, žal mi je. Z njimi bo šlo hitreje. Ti pa pojdi domov in počakaj name, da pridem nazaj. Grem lahko kar s teboj? Opa! Ste pripravljene? Potem pa poletimo, prijateljice moje.
Tako, zdaj moramo biti zelo previdni. Nežni moramo biti z njimi, da se ne zbudijo. Položili jih bomo v košare in počakali Davida in Goske. No, prijatelji, gremo. Tako, snemimo jih. Prispeli smo, tukaj so. Prihajajo, prihajajo! Končno, prihajajo, prihajajo! Ravno prav, imeniten prevoz. So že vsi v košarah. Ja, če ne bi tega videl, ne bi verjel. Sijajno ste opravili in še v tako kratkem času. Vsi so pridno delali, zelo hitro in v tišini. Košare je treba samo še naložiti na gosi, pa bo upravljeno. Dajmo, dajmo! Dragi Kozma, lahko ostaneš lepo doma, midva z Lizo bova poskrbela za vse ostalo. Najlepša hvala, David. Vem, da vama lahko zaupam. Nasvidenje, Kozma. Vesel sem, da sem ti lahko pomagal rešiti te uboge netopirje. Adijo! Adijo! Adijo, prijatelji! Adijo! Opa! Opa! Adijo! 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 Upam, da se kmalu vidimo! Adijo! Hvala obema! Nasvidenje! Adijo! Adijo! Sporoči, kako je šlo? Za tistimi drevesi veterinarska postaja. Spusti se! Hvala lepa, sestrica. Počakaj tukaj, prosim. Poiskat greva veterinarja in takoj prideva. Prav? Ja, v tej globoki jami je klinika za živali. Pridi, za dol morava. Prav. Glej, Liza, tam so tista vrata. Takole, le počasi, pazite. Poglejmo v trip. Pozdravljen, kolega, oprosti, da motim. Kaj? Jaz sem David, se me spomniš? Seveda se te spomnim. Kaj bo dobrega? Veš, veliko zadrego imam in prosil bi te, da mi jo pomagaš kako rešiti. Zakaj pa gre? Gre za malo čuden primer, toda prosim te, če sprejmeš v kliniko 200 netopirjev. 200 netopirjev, a sem prav slišal, a so ranjeni? Ne, na ženskem spanju so. Toda prosim te, da jih nahranite, ko se zbudijo. Pravzaprav ne vem. Ja, Ofelija, poglej, če je kaj prostora.
Na srečo je. Južna dvorana je prosta, lahko jih namestimo tam. Prav, potem ni nobenih težav. Spustimo jih in lahko počivajo tamle. Uspelo nam je. Tukaj le so. In nihče se ni zbudil. Prav, ne izgubljajmo časa. Takole. Takoj bomo to sporočili Kozmi, da bo mirno spal. Tudi jaz sem verna. Mislim, da so v zelo dobrih rokah. Torej, draga, mislim, da se lahko vrneva domov. Najni miški naj najbrž že zelo pogrešata. Ja vem, da imaš drugo pot, ampak ali ne lahko vseeno odneseš do najnega doma? Potem se lahko pridružiš Fantastično, še nikoli nisem imel v kliniki toliko pacientov. Dobro poskrbi za te revčke, prosim te. Ne skrbi za netopirje, David, skrbel bom za njih, kot da bi bili člani družine. In ko se bodo zbudili, jih bom nahranil, lahko greš mirno domov. Adijo vsem skupaj. Zelo ste se skazali in zelo sem vam hvaležen. Adijo, pazite nase, adijo. Nasvidenje, ostanite zdravi. Tako sem utrujen, da bom 2 dni samo spal. Prihodnič bo Lizo in Davida obiskal princ Rex iz Avstralije. Princ Rex je Davidu še posebno naklonjen, saj ko je bil še majhen, je David zelo pridno pazil nanj. Le kakšne dogodivščine nam bosta zaupala David in princ Rex? Kaj pravite?